Lep pozdrav. Danes sva z vami kar 2 Maji Divja. in danes bova govorile o ustvarjanju. Skozi ustvarjanje mi pripeljemo sebe v trenutek tukaj in zdaj. Ustvarjanje nas polni, nas bogati. Skozi ustvarjanje postanemo mi kanal, skozi katerega teče božanska oziroma življenjska energija. In zelo pomembno je, da si poleg vseh aktivnosti, obveznosti, ki jih imamo v življenju, vzamemo čas tudi za ustvarjanje. In da spoznamo, kaj je sploh tisto, kar znamo v življenju ustvarjati. In verjamem, da vsak od nas ima neke darove, samo malo moramo se ustaviti, malo raziskovati in prej ko slej ti darovi pridejo na dan in potem je seveda dobro, da jih tudi damo navzven. In Maja ustvarja oziroma daje svoje ustvarjanje navzven skozi mandale. Res je. Ja. Lep pozdrav, Maja, hvala, ker si se odzvala. Ja, hvala za povabilo. In ker bo z nami delila svojo strast do ustvarjanja mandal. Zdaj me pa zanima, Maja, kdaj in na kakšen način je nastala prva mandala? V bistvu tako se je začelo. Jaz sem bila v enem partnerskem razmerju, ki me je učil, kako postaviti meje, kako se imeti rada, kako najti svoj dušni mir. In na ta način sem tudi energetsko padla. In takrat sem jaz začela ustvarjati mandale. Se pravi, začela sem tako, da sem vzela prazen list papirja, svinčnik, navaden kemični, in sem začela risati pikice. In iz te pikice sem povezala, črto in spet pikico in okrog in krog in krog in krog in potem je nastala pač mandala iz več krogov sestavljena. Tako. To je prišel kar en dan navdih, nek trenutek in si vzela list papirja in pisalo. Čisto spontano se je zgodilo? To se je zgodilo čisto spontano. V bistvu zgodilo se je takrat, ko sem bila žalostna, ko sem nekako v narekovajih izgubila sebe. In takrat sem pač rabila prazen list papirja in sem začela ustvarjati. Torej lahko rečeva, da je ustvarjanje pomaga nas zdraviti. Tako je. Ko smo v težkih trenutkih, nam lahko pomaga, da kar naenkrat dojamemo, da tisti problem morda ni več tako velik problem. V bistvu meni je to pomagalo, da sem se umirila, da sem ponovno zaslišala sebe oziroma svoje angele, svoje te šepete. Tako. Ker drugače, če sem se vrtela v čustvih žalosti, pač nisem bila zmožna slišati pač svoje notranjosti. Tako, na ta način. Torej je bil to tvoj, si spoznala, da je to nek tvoj dar, nisi se učila risanje mandal, nisi šla v nek tečaj, izobraževanje, ampak... Nikoli nisem bila na nobenem tečaju. Je pa res, ko sem pač videla, da ustvarjam mandale, da nastanejo krogi, sem si kupila eno knjigo in v tej knjigi pač so bile razložene mandale, so bili krogi narejeni, kaj pomenijo številke v krogih in tako. In takrat sem rekla, wow, Maja, glej, nekaj nastaja. Na ta način. Predvsem mi je bilo všeč, ko sem to počela takrat, ko sem bila povezana z angeli. Tako. In zato je nastala pač Maja art kreacije z angeli. O tem malenkost kasneje, o angelih. Kdaj je bilo to, koliko let nazaj, ko si ustvarila prvo mandalo? To lahko rečem, enih 10 let nazaj je bila ta prva. Drugače resno rišem 2 leti. Kaj to pomeni resno? Pač da, ne vem, vsak dan se povežem, kaj naslikam, narišem, pač ko prije ta nek občutek notranji, pač da nekaj naslikam. Oziroma, če dobim mandalo po naročilu, jo skreiram za določeno osebo. Za nami sta 2 Majini mandali, bom potem jaz pokazala še kakšno. Kako se pa pripraviš na ustvarjanje mandale? Imaš kakšen svoj ritual? Imaš poseben prostor, se povežeš, omenila si angele, o tem malenkost kasneje. Povej nam, kako se ti pripraviš na ustvarjanje. Imam pač sobo za ustvarjanje. Najprej, ko pridem v sobo, jo lepo prezračim, si prižgem dišečo palčko, da lepo zadiši, prižgem svečko si.
Predvajam si vedno muziko, to lepo, spontano muziko, chill out. Potem pred sabo dam platno, položim roke na prazno platno, se povežem s platnom, vzamem svinčnik, navaden, šestilo, najprej narišem en krog v sredino in potem začnem, pač prepustim roko, da začne ustvarjati pač linije po platnu. Na ta način. In ker sem sama tudi leta nazaj ustvarjala mandale, me zanima, če tudi ti, dokler ne zaključiš, si tam, ustvarjaš. Jaz sem enostavno mogla biti tam, dokler ni bila mandala do zadnje pikice narejena. Do konca. In potem, ko sem jo zagledala, sem rekla, to je to in potem je... Res je, ja, dokler pač ne začutiš tega občutka, da lahko spustiš, tudi če si tam 4 ure in te že pečejo oči. Pač in že boli malo hrbet. Si še vedno tam. To je ena od mandal, ki jih je Maja ustvarila. Kaj uporabljaš? Torej, ustvarjaš na platno? Uporabljam akrilne barve. In pa te gele z bleščicami. Pač obožujem bleščice, obožujem kristale, tako da vse svetlika. Na ta način. Lepo. Kaj tebi prinaša ustvarjanje? Ta je tudi lepa. Kaj prinaša ustvarjanje mandal? Kaj misliš, da te o čem bogati, te raste skozi ustvarjanje mandal? V bistvu najprej me notranje pomiri in to mi dosti pomeni. Potem bolj mi raste zaupanje, vera vase, samozavest, predvsem, ko vidim končni izdelek. Ker recimo, če priznam, meni, ko na sredini ustvarjanja pogledam mandalo, mi ni nobena lepa. Mi je ono, Maja, spet si nekaj ustvarila pač. In potem pogledam na koncu in jo tako pogledam daleč. Zdaj pa bo mi mora zavibrirati. Moram začutiti vibracijo mandale. Ustvarjaš jih tudi po naročilu? Tudi po naročilu. Ja, to pomeni, da nekdo reče, jaz bi pa, tako kot sem jaz ti tudi izrazila, jaz bi pa imela eno mandalo, Maja, oziroma eno tvojo umetnijo. In kako potem ti to začneš? Tako kot sem rekla na začetku, prazno platno, dam roke gor, si pokličem osebo v mislih, če jo poznam. Drugače si preko mantre ponavljam ime osebe, ko dobim naročilo. In prosim angele, če se lahko kreacija začne, da pač začnejo pač roke in črte se stikati na platnu. Poleg mandale zraven, preden predaš, oziroma ko predaš, lahko rečemo naročniku, tako, zraven daš tudi sporočilo, angelsko sporočilo. Pa bi te tukaj vprašala, od kdaj se ti povezuješ z angeli, kako so ti prvič prišepnili, verjetno je to že dolgo nazaj? Ja, začutila sem jih že v najstniških letih. Takrat sem se pogovarjala z mamo in sem to opisala, da čutim v sebi silo, neko neskončno silo. Po drugi strani je bilo blažena ta sila, pač je bila sila v meni notri. In že takrat sem si vzela list papirja in sem pisala. In v bistvu moja roka je kar tekla, besede so tekle, niti nisem vedela, kaj pišem. In ko sem začela brati, kaj sem napisala, sem tudi težko prebrala, ker je bilo v bistvu nakracano, ni bilo pač lepa pisava, ne. In takrat sem pač začela to z angeli sodelovati, bi rekla, v narekovajih. Sicer pač jaz bi rekla, da to imamo vsi v sebi notri, eni pač imajo to bolj razvito, eni pač manj. A to dobiš kot en glas, kot neke podobe, na kakšen način se povezuje z njimi? Začelo se je s podobami, sem imela pač že videnja, se reče temu. In takrat sem se tega ustrašila, ker sem to mislila, da so duhovi kot v grozljivkah, strašijo. In takrat sem to zgubila, zato sem se tega tako ustrašila močno in angeli potem pač prekinejo, ne. No in potem sem čez čas to pogrešala, ker se mi je zdelo, da je praznina v meni, da sem sama, nekaj mi je pač manjkalo takrat. No in sem prosila, da mi dajo to nazaj, samo v drugi obliki in je to prišlo kot šepet. In takrat je bilo meni to bolj prijazno. Torej slišiš ti nek glas? Ja, občutek je, kot da ti en glas prihaja iz, kako naj opišem, iz želodca ven, tako ven prihaja, na ta način. In potem ti za vsakega posameznika, če želi, seveda, napišeš neko sporočilo,
ko ustvariš mandalo? Ja, na ta način, ja. Ker v bistvu že med ustvarjanjem se meni pač že riše to sporočilo v ozadju, kakšno sporočilo bo imela mandala za določeno osebo. Tako da eni dobijo samo krog in mandalo, ne? Eni dobijo recimo še angele od spodaj, kot je ta za nama mandala, ki ima angelčke od spodaj. Pač odvisno. Če eno bom pokazala. Tadam. Hkrati pa, kaj praviš, Maja? Zdaj se bliža novo leto, prazniki. Res je. In seveda to večno vprašanje, kaj nekomu podariti. Mandalo. Mandalo. In jaz se zelo spodbujam in podpiram domače, lokalno, domače ustvarjalce, naše ustvarjalce, nekdo, ki res z dušo, s srcem ustvarja. Jih lahko na ta način tudi podpremo, oziroma lahko, če so vam tele mandale kaj prišepnile, lahko Majo kontaktirate in vam po naročilu ustvari mandalo oziroma potem tudi angelsko sporočilo. Kje te lahko najdejo? Ja, najdete me lahko na Facebook strani pod Maja Art Kreacije z angeli, na Instagramu Maja Bergens, pomišljaj Maja Art Kreacije z angeli. Preko maila, telefonska številka, vse je napisano na Facebook strani. Si jih začela že kaj več ustvarjati, zdaj, ki se bliža praznik oziroma prazniki? Mandal je dosti na zalogi, tako da tu ustvarjajo se. A imaš tudi kakšne potem božične? A motive? Ali pač itak pride spontano, ne? Ja, mandala s kako kapico. Ali pa rdeče, ali pa s kakšnimi, malo se hecam, ja. Maja, hvala ti, ker si podelila tisto, kar rada ustvarjaš. Hvala te. In da ste začutili pomembnost ustvarjanja in vsak pri sebi naj si vzame čas za ustvarjanje, ker preko ustvarjanja res se omehčamo, kot je Maja povedala, se umirimo, se čutimo bolj pretočni in tukaj bi dodala še, da se preko ustvarjanja samo zdravimo. Hvala in se vidimo kmalu. Hvala lepa.